Pozdravljeni! Začenja se serija prispevkov posvečena veliki nagradi Emilia Romagna in svetovno prvenstvo Formule 1 se vrača v Imolo. Pa poglejmo si v uvodnem prispevku, kaj nas se čaka. Na začetku mislim, da je prav spomniti na spremembe, ki jih bomo videli tu na veliki nagradi Emilia Romagna v formatu dirkaškega vikenda. Namreč vse dogajanje bo zgoščeno samo na 2 dni. Ne bomo videli v petek ne prvega in ne drugega prostega treninga, vsaj ne v taki obliki, kot smo jih vajeni. Videli bomo samo en prosti trening v soboto zjutraj, katerega bojo imenovali prvi prosti trening. In ta ne bo trajal 60 minut, temveč 90 minut. Da so vpeljali pri Formuli 1 te spremembe, so morali na novo spisati kar nekaj pravil. In to zaradi tega, ker v Formuli 1 se v pravilniku gleda, kje so pike in vejice, in čeprav se nekatere stvari lahko nam zdijo same po sebi umevne, še zdaleč ni tako. Prišlo je do formalnih sprememb, katere so pa na novo spisale bore malo. Največja sprememba, ki jo lahko vidimo, je tista pri pnevmatikah. Namreč vozniki za ta dirkaški vikend nimajo na razpolago 13 kompletov, temveč samo 10. In teh 10 kompletov je Pirelli razporedil na 2 seta pnevmatik hard, 2 seta pnevmatik medium in 6 setov pnevmatik soft. A o mešanicah malce kasneje. Za razliko od tistega, kar smo videli na ostalih vikendih, bodo tu po tistem edinem prostem treningu vrnili 3 komplete in ne 2. Tako da na koncu pred kvalifikacijami bo imel vsak voznik na razpolago 7 setov pnevmatik, kar je pravzaprav toliko, kot jih ima na vseh ostalih dirkah. In seveda, sedaj je tisto vprašanje, zakaj je bilo potrebno tu uvajati vikend samo z 2 dnevoma. Uradno zato, da so imele ekipe dan več, da so iz Portugalske pripotovale v Imolo. In gre za poskus, kako bi lahko tudi v prihodnosti izgledali dirkaški vikendi. A ta odločitev po mojem osebnem mnenju ima tudi določene slabosti. Prva slabost je ta, da na tistem prostem treningu ne bo časa preizkušati novosti, kot smo videli v klasičnem vikendu, predvsem na tistem prvem prostem treningu. In na prvem prostem treningu smo videli marsikaterega novinca, da je začel svojo kariero v svetu Formule 1. Spomnimo se, kaj se je zgodilo na veliki nagradi Eiffla. Namreč vsi smo pričakovali, da bi Calluma Iliota in Micka Schumacherja. Tam je zagodlo vreme in nismo videli prvega in ne drugega prostega treninga. Ter vsem nam je jasno, kako malo podatkov so ekipe dobile iz tistega kratkega tretjega prostega treninga. Druga zadeva, na katero bi rad opozoril, je to, da drugi prosti trening v tistem normalnem urniku je bil narejen tako, da je pokrival praktično časovno čas kvalifikacij in dirke. Tako da so ekipe dobile vsaj nekaj primerjalnih podatkov, kaj lahko pričakujejo v soboto in v nedeljo. Seveda, nekaj stopinj razlike v temperaturi je lahko ključnih v svetu Formule 1. In z 90-minutnim prostim treningom pred kvalifikacijami ne bodo imeli pravzaprav enakih podgojev, kot so jih imeli na marsikateri prejšnji dirki. In tudi zaradi tega bomo lahko videli marsikatero presenečenje v pozitivnem in seveda v negativnem smislu. Kot vam je verjetno jasno, taka sprememba vključuje tudi mnogo drugih aktivnosti, katere bodo premaknjene, ampak sam se bom potrudil iti po ustaljenem urniku. Tako imamo danes v četrtek tisti uvodni prispevek, v petek bo tisti prispevek pred kvalifikacijami, kjer si pa želim, da bo dobil
zadosti tehničnih novosti, da jih vam bom predstavil. Ukolikor teh ne bo, imam že rezervno varianto. Poleg tega ne bom videl prostih treningov in bom težko napovedal, kako bo razmerje moči za kvalifikacije, a vseeno ozrl se bom na podatke iz preteklosti in tistega, kar bom lahko predvideval sam. Tiste tehnične novosti bodo lahko predstavljene na to kasneje v tistem prispevku imenovanem zadnji briefing, tako da nič ne bo uteklo, samo lahko bo kakšna vsebina predstavljena. In seveda o zgodbah, katere se skrivajo za ovinki Imole, sem govoril pred kratkim. Kogar zanima, ima kot ponavadi bližnjico v opisu in v tistem prispevku so omenjene tudi določene zadeve, katere so se zgodile v preteklosti. Govorim predvsem na sezono 1982 in 1994. A danes se bomo vrnili v Imolo v sezono 1985. Dirko, katera je po mojem osebnem mnenju zanimiva, predvsem iz današnjega zornega kota in nam lahko pove marsikaj, kar se je dogajalo v preteklosti, a so mnogi pozabili. Zakaj je ta dirka tako zanimiva? Namreč zaradi tega, ker danes mnogi navdušenci se pravzaprav pritožujejo nad tem, kako današnja Formula 1 ni več tista prava, kako to varčevanje na gorivu ne pelje nikamor in kako to sploh niso več dirke. No, v sezoni 1985 so imeli takratni turbo bolidi Formule 1 omejitev rezervoarja z gorivom. 220 litrov. Preračunano z raznimi koeficienti je to med 165 in 170 kg. Seveda zaokroženo, da imamo neko idejo. A ni važno, zadeva, katero vidimo danes, so vpeljali že v daljnem letu 1985 in na veliki nagradi Imole se je zgodilo tisto, kar mnogi niso pričakovali. Seveda, elektronika in izkušnje niso bile na takem nivoju, kot so danes, in Pole Man, Ayrton Senna, kateri je svojo prvo zmago dosegel samo dirko prej na veliki nagradi Portugalske, zanimivost tudi takrat je bila Portugalska tik pred Imolo, je povedal iz pole positiona. In zanimivo je to, da je vodil od začetka dirke, to se pravi od 1. do 56. kroga. Bil je superioren in ni se hranil. Zgodilo se mu je tisto, kar bi lahko mnogi že pričakovali iz mojega pripovedovanja. Enostavno mu je zmanjkalo goriva. In to praktično takrat, ko je bil tik pred zmago, dirka je trajala 60 krogov v sezoni 1985. In mnogi navdušenci, navijači Ferrarija so začeli vzklikati, kajti za Ayrtonom Sennom je vodstvo prevzel Stefan Johansson. In Johansson je bil takrat praktično v enkratni formi, začel je dirko na 15. mestu in malo je manjkalo, da ne bi dirke zmagal, kajti vodil jo je samo en sam krog, ko mu je, verjeli ali ne, zmanjkalo goriva. Nato je dirko povedal Alain Prost in jo vodil od 58. do 60. kroga. Prišel je čez cilj, prečkal tisto kockasto zastavo, a približno tam pri Aqua Minerali je tudi njemu zmanjkalo goriva. Tako smo videli na zmagovalnem odru Alaina Prosta, Elija De Angelisa in Thierryja Butzna. A zgodilo se je nekaj nepredvidenega, namreč. Bolid Alaina Prosta je bil enostavno prelahek, ker je obrabil preveč pneumatike, porabil preveč olja in v rezervoarju ni imel niti več kaplje goriva. Njegov McLaren je bil prelahek za približno 2 kg. In Alain Prost je bil diskvalificiran. Zmagal je Elio De Angelis, kateri ni vodil niti enega samega kroga. Za njim sta bila na to kvalificirana že omenjeni Thierry Butzen in Patrick Tambay.
Da ne boste mislili, ne Bucen, ne Tambe nista prečkala ciljne črte z svojim lastnim pogonom turbomotorja. Namreč obema je zmanjkalo goriva in oba sta bolide porinila čez ciljno črto. Tako da vidimo, da hranjenje goriva v Formuli 1 ima zanimivo zgodovino. Začelo se je že v tisti prvi turbodobi in je pripeljalo do presenetljivih dirk v Imoli. Preden se bomo pa vrnili v sedanji čas, se bomo za trenutek ustavili še na dveh zanimivostih. Prva je vezana na ime velike nagrade, velika nagrada Emilia Romagna. Namreč mnogi izmed navdušencev Formule 1 spremljajo tudi na primer motociklizem. In tam ste opazili, da je bila v sezoni 2020 prav tako velika nagrada Emilia Romagna. Ampak na progi v Misanu, kjer so v preteklosti tudi že priredili veliko nagrado San Marina, prav tako kot v Imoli. In druga zanimivost je pa nekaj, kar smo že omenili v preteklosti. Namreč velika nagrada Emilia Romagna bo tretja dirka letošnjega svetovnega prvenstva Formule 1 na italijanskih tleh. A ne gre za prvi primer, ko smo v zgodovini Formule 1 videli 3 dirke v isti državi, seveda v isti sezoni. Zgodilo se je leta 1982 v Združenih državah Amerike. A pojdimo raje na tiste lastnosti, ki nam jih podaja Pirelli, da bomo malce razumeli, kaj lahko pričakujemo od te dirke v Imoli. Če pogledamo tabelo, vidimo, da so se vrednosti znižale v primerjavi s tistimi, ki smo jih videli v Portimao. Namreč imamo skoraj tisto popolno sredino, večino vrednosti tam na trojki. In to pomeni, da bo proga praktično hitrejša, ampak da se bodo tudi pnevmatike lahko manj ogrevale. Namreč to, da pnevmatika ne bo imela tako velikih sil, naprimer bočno pri pospeševanju, pri izoviranju, lahko vpliva tudi na delovno temperaturo, katero doseže. In če pogledamo izbor, vidimo, da se je ta zopet pomaknil proti sredini C2, C3 in C4. Kar pa pomaga v tem primeru, kajti mehkejša kot je pnevmatika, na nižji temperaturi dela, kot kaže tudi tista standardna tabela, in brez skrbi, tudi če vidite starejšo letnico, se mešanice niso spremenile v tej sezoni. Po drugi strani je treba poudariti, da tudi v Imoli bomo imeli samo eno cono DRS, to se pravi na tisti dolgi štartno-ciljni ravnini, kjer bomo videli večino prehitevanj. A to po svoje lahko ne pomeni, da bomo gledali dolgočasno dirko, kajti proga v Imoli bo nudila, po mojem mnenju, kar velik izziv za vse voznike Formule 1. Prvič, sam po sebi še nisem prepričan, ali bomo gledali dirko z enim ali dvema postankoma, a zato bo čas v kasnejših prispevkih. Drugič, omenil sem temperaturo. Vremenska napoved, ki nas čaka, je zanimiva. Namreč sončno, tako v soboto kot v nedeljo, napovedi za petek vam ne bom podajal, in temperatura, katera ne bi smela preseči 17 stopinj. Torej, videli bomo sorazmerno hladen zrak in verjetno tudi hladen asfalt, kar bo zopet premaknilo ravnotežje v tisto smer, ko bodo imeli določeni vozniki težave z doseganjem temperature. In na Portugalskem smo videli kar nekaj poizkusov, ko so vozniki rabili praktično 2 ogrevalna kroga. A o tem se bomo bolj pogovarjali v tistem prispevku pred kvalifikacijami, kjer bom skušal nanizati poleg dosegljivih tehničnih novosti tudi take koristne informacije, katere bi nam lahko pomagale razumeti, kaj bomo pričakovali. A seveda, bodimo pozorni tudi na urnike, kateri so tu na veliki nagradi Emilia Romagna malce spremenjeni. Kvalifikacije bodo ob 14, dirka se bo začela ob 13:10.
a na točnejše urnike gremo začel tudi s svojimi prenosi, vas bom obveščal sproti v tistih prispevkih tik pred dogodkom. Za enkrat, za ta uvodni prispevek je to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.